Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o obilju, o denarnem obilju. Vemo, da ogromno ljudi si želi, kaj si želimo. Recimo za novo leto, ko si izrečemo želje, rečemo veliko sreče, pa zdravja, pa veliko denarja. No, zdaj smo na polovici leta, pa že mečkaj skoraj čez. In če gledamo, a se je kakšna stvar spremenila. No, dejstvo je, na Zemlji deluje gravitacija. In če mi sami nekaj ne naredimo v nasprotni smeri, se stvari usmerjajo navzdol. To je dejstvo. No in prav denarne skrbi marsikoga pripeljejo do tega, da enostavno ne zmore več. Da se vse vrti okrog denarja. Denar, 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 kako bom plačal, kako ne bom plačal, bo dovolj. In ne nazadnje, govorim iz svojih izkušenj. Leta nazaj sem bila močno zaciklena v to, a bo dovolj, bo premalo, bom zaslužila. Takrat sem že pustila službo, tako da varnosti nisem več imela sem že svoje podjetje. In ves čas se je vrtelo vse okrog tega, a bom plačala položnice, a bom uspela plačati davčni. Večkrat sem imela blokiran račun, enostavno sem se vrtela v začaranem krogu glede denarja. No in potem seveda sem začela brati knjige o osebni rasti pa o denarju. In seveda ena od teh je od Louise Hay, kjer govori, da si govoriš, denarja imam vedno dovolj. Pa mi je glas govoril, kaj nakladaš, poglej v denarnico, poglej na račun, veš, da nimaš. In a veste, ko ti tisti glas govori, lažeš, sama sebi lažeš. Jaz sem prišla do zaključka, da če si samo ponavljam, jaz imam dovolj denarja, nič ne pomaga. No potem mi je pa prišla pod roke knjiga Skrivnosti milijonarjevega uma, kar vam absolutno tudi priporočam. In knjiga je napisana po tečaju in sicer občudujem vse uspešne ljudi in tudi sama postajam vedno bolj uspešna. To je pa zdaj meni všeč, ne? Ker to pa pomeni, da sama sebi ne lažem. No, tudi o teh podzavestnih programih glede denarja sem pisala v knjigi, Ko ima življenje žur. In prav tisto, kar sem sama dognala. Ena stvar je, a veste, kaj se je enkrat zgodilo? Enkrat sem imela pripravljala sem se za predavanje, takrat sem bila vodja skupine pri mrežnem marketingu in sem pripravljala predstavitev v PowerPointu o uspehu. Ne nazadnje, za sebe lahko rečem, da sem vsa leta uspešna, ampak ta denarni program sem pa imela še za počistiti. No in imela sem, pol sem pripravljala kosilo, eno stvar vam še moram povedati. Ko sem začela delati svojo spletno stran, se spomnim, kako sem bila jaz na računalniku in imela sem otroke doma in nekako sem to urejala spotoma. No in pa ta mala hčerka je bila še vedno doma, ta srednja hčerka je šla že v šolo in ona je bila na svojem računalniku, jaz na svojem in sem rekla, mami je v službi. No in midve delava in ko je bil čas za kosilo, ona je igrice igrala in v bistvu že pri 4 letih mislim, da govorila kar tekoče angleško, tako da, dobro. A veste, ni vse slabo, ker vsi vpijajo, vse je slabo, vse je slabo. Vsak čas ima nekaj slabega, nekaj dobrega, to je dejstvo. No in ko je bil čas za kosilo, jaz ostanem in sem rekla, jaz grem skuhati kosilo. In hčerka mi reče, Anja reče, mami, a si ti kaj slecna, ker lahko v službi kuhas? Sem rekla, pa res, kako sem pa jaz srečna, ker lahko v službi kuham? In kako sem jaz srečna, ker imam lahko v službi otroke in mimogrede poskrbim. Dopoldne sem recimo nekaj strank poklicala, potem sem šla z otroki ven, mnogokrat sem jih seveda s sabo vlačila k strankam in se spomnim enkrat, ko sem bila pri podjetju New Life, mislim, urejala sem naročila in moja 3 dekleta so šla v predavalnico in ta starejša je imela predavanje o vitaminih. In ena je bila pri nas na novo zaposlena in pravi, kdo pa to razlaga o vitaminih? Sem rekla, moje punce, veste, kako izgleda. Ta velika je bila na mikrofonu, ta mali 200 pa jo poslušali, ste imela predavanje o zdravju. In dejansko je vedela o vitaminih
ogromno, res ogromno. Ta zaposlena je rekla, ona ve več o vitaminih, kot vem jaz. Seveda, ker jaz sem te otroke vozila okrog kot koklata mlade, a veste, povsod ali mačkata mlade, povsod so bili z mano. No, ampak pojmo nazaj na programe. Jaz pripravljam tisto predavanje in rečem mojim otrokom, da naj prvo stvar, kar jim pade na pamet, rečejo. Jaz sem rekla, moje roke so, in so rekli, lepe, jaz sem pametna, moja usta so čudovita, a veste, vse je bilo pozitivno. In pridem do bogataši so in vse tri ustrelijo barabe. Ha. In prva stvar mi je šla, čakaj punce, kje ste pa vi ta program pobrale? Se pravi, one so imele v zgodnem otroštvu program, da vsi, ki imajo denar, so barabe. A veste od kje? Gledale so risanke, barbike in recimo tam je bil en skopušnik, ki je vse okrog prinesel, v glavnem, ki je sedel na gori zlata in njihov program skozi risanke, vsi, ki imajo denar, so nepošteni. A si lahko predstavljate? In potem sem jaz rekla, in vem, da sta bila še nečak pa nečakinja, sem rekla, ne, briši, tega ne potrebuješ. In še zdaj se spomnijo, ti otroci so zdaj odrasli, kako sem jim takrat rekla, da glede finančnega programa, da to pobrišeš, da to ne velja. No, v glavnem. Zdaj pa pojmo na vaše programe. Zakaj želim o tem govoriti? Prejšnji dan sem z eno gospo govorila in bila je ena poslovna zadeva in sem rekla, čakaj, tole je pač ti bom plačala, ne? Ker to pa ni več samo prijateljski nasvet, ampak to je pa tvoje delo. Rekla, ne mora sprejeti. Sem rekla, čakaj, ti hočeš, da ti vesolje pošle izobilje denarja in ko ti želim plačati, enostavno ne želiš sprejeti. In v tistem se začne smejati in je rekla, da par let nazaj je pač naredila eno svetovanje eni gospe, podjetnici in enostavno ji ni želela sprejeti. Ona je želela plačati 100 evrov, ona je na koncu scenkala, veste, na 50 evrov. Prav ni želela sprejeti. In če ne želiš sprejeti, kako naj ti vesolje da več, če pa odganjaš od sebe. Zato, glejte, afirmacija za denar. Dovoljujem, da v moje življenje začne pritekati izobilje ali pa obilje denarja. Jaz vsakič, ko vidim dež, si rečem, wow, obilje kapljic, obilje. Veste, obilje lahko vidiš povsod. No, zdaj pa druga stvar pa je podzavestni programi. Ker če se po družinski liniji prenaša program pomanjkanja, mogoče lakote, mogoče, veste, včasih kakšna kmetija šla na kant, imate mogoče program pomanjkanja. No in v glavnem, tukaj so na strani 306 programi, podzavestni programi. Strah me je, da bi bila ranjena. Strah me je, da bom, ta je glede zlorabe, da bom ponovno zlorabljena. Ampak tudi strah glede pomanjkanja, čakajte, bom par strani nazaj, so pa denarni zapisi. In denarni zapisi, vsi, ki imajo denar, so barabe. Denar pokvari ljudi, denar spridi ljudi. Kdor ima denar, je nekoga okrog prinesel. Preverite z mišičnim testom, ali te trditve veljajo za vas. Ker če veljajo za vas, ne boste nikdar imeli denarja. In potem berem, joj, želim si več denarja, želim si boljšo službo. Ampak če imaš program, da si ne zaslužiš boljšega življenja, ne moreš tega dobiti, nemogoče. Nemogoče. Vesolje in ljudje ti ne morejo dati več, kot si sam dovoliš. Zato res, začnite si ponavljati. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovoljujem, da se to zgodi. Naravnana sem na frekvenco izobilja. Naravnana sem na vse dobro v svojem življenju. No, tudi tukaj v kartah Prehodu v novo dobo sem pisala o tem in recimo, kaj je tisto, kar ne sodi več v moje življenje. Mogoče pomanjkanje. Pomanjkanje, to je frekvenca. Pomanjkanje, ko pogledaš, recimo zadnjič enkrat je ena gospa rekla, no, pa je šel moj denar.
Jaz sem rekla, čak, ti si plačala nekaj s tem denarjem. Sem rekla, jaz pa s hvaležnostjo sprejemam, namesto da bi rekla, vse, kar plačam, se v izobilju vrača nazaj, pomnoženo, se tisočkratno vrača k meni nazaj. Glejte, kar seješ, to žanješ. Jaz sem danes pred nevihto še posadila solato, poflancala solato in zdaj bo zrasla, veste. In vsaka stvar je ravno tako so misli, te naše flance, ki jih sadimo. Enkrat sem pomagala eni gospe, ki je odprla svojo trgovino. In zanimivo je bilo, da vsaka stranka, ki je prišla v njeno trgovino, je samo zaokrožila po njeni trgovini in je odšla ven. Kot bi imela nek program, ne nič kupiti. No in dobesedno ga je imela. Njen program je bil, da denar pokvari ljudi, da sej tako ali tako noben ne bo nič kupil in jaz ne znam prodajati. No in prav to, kdor ima prepričanje, da ne zna prodajati in da je to nekaj umazanega, glejte, ne bo šlo skozi. Enostavno, na ekranu vašega življenja se bo slikalo to, kar oddajate. Pomanjkanje, mogoče, da so vsi nepošteni, pa privlačite same nepoštene ljudi. Na ekranu življenja se nam vedno slika to, kar nosimo v srcu. Zato začnite te vibracije spreminjati v obilje. Zdaj pa kaj lahko naredite? Zdravilna molitev dekodiranja gre čisto preprosto, se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s pomanjkanjem denarja. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. In potem damo roke na čelo, s tem, da jih damo v ta položaj. Poglejte takole, vdihnemo, izdihnemo, roke damo na srčno čakro in potem si par minut samo predstavljamo, kako denar priteka v moje življenje, kako lahko grem v trgovino in si kupim stvari, ki so meni všeč, kako lahko s hvaležnostjo plačam račune, kako sem srečna, ko nekomu plačam račun, pa čeprav je velik račun, pa ga srečna plačam in si rečem, naj se ta denar blagoslovljen in pomnožen vrne v moje življenje. In glejte, vesolje deluje na našo frekvenco. Počistite vse kode pomanjkanja in začnite v vesolje pošiljati hvaležnost, ker ta hvaležnost vam bo odprla vrata obilja na vseh področjih. Zato, ker glejte, vsak izmed nas je v sebi čarodej, čarodejka in lahko začne manifestirati obilje tega, kar si želi. Tako da, glejte, vsak ima v sebi moč, ampak počistimo to, kar nas zadržuje. Tako da, delajte na sebi, čarajte. Čaranje pomeni, veste, nekaj dobrega, nič slabega. In to bo v vaše življenje tudi prišlo. Tako da želim vam veliko, veliko dobrega v vašem življenju in naj se vam začnejo dogajati čudeži.